Pozdravljeni. V svetu Formule 1 so vozniki, ki so nam simpatični, in drugi, ki so nam presneto antipatični. In danes si bomo ogledali, kako lahko to vpliva na naše videnje celotnega športa. Marsikdaj med razgovori s posameznimi navdušenci naletim na izjavo, da nekomu določen voznik ni simpatičen. Ne govorimo o tem, ali je dober ali slab, ampak govorimo o simpatiji ali pa antipatiji. In to je čisto subjektivna ocena. Pač nekdo nekomu ni všeč, pa naj si bo tisti iz dna lestvice ali pa oni iz vrha. Verjetno ste tudi vi naleteli, da nekomu, na primer Max Verstappen, ni všeč ali pa Lewis Hamilton. In razlogi so lahko različni. Na primer, Lewis Hamilton je pogostokrat kritiziran zaradi stila oblačenja, zaradi njegove politične angažiranosti ter še bi lahko naštevali. Na primer, Max Verstappen po drugi strani je mnogim antipatičen zaradi nastopa, oholega vedenja, ostrega jezika, ki pravzaprav morda nekoga odvrne od tega, da bi bil njegov sledilec. A pravzaprav zavedati se moramo naslednjega, da vozniki Formule 1 niso tam zato, da bi bili nam všeč, temveč so tam zato, da zmagujejo dirke in osvajajo naslove. Če se nekdo trudi, da bi imel na svoji strani čim več sledilcev, in je ta trud bistveno večji od tistega, ki ga vloži v rezultate na sami dirki, lahko trdimo, da takšen voznik nima pretirano mnogo kvalitet. In prav v zadnjem obdobju lahko slišimo marsikatero kritiko na račun Maxa Verstappna, že zaradi prej omenjenih lastnosti. A tu bi se rad, kot običajno, vrnil v preteklost. Namreč Max ni prvi, ki se tako oholo obnaša, in verjetno ne bo tudi zadnji. A verjetno vsi vi poznate šampiona na tej fotografiji. Niki Lauda je bil znan po tem, da je zmeraj povedal pravzaprav tisto, kar si je mislil. Brez olepšav, brez razmisleka je bil sposoben, na primer Enzu Ferrariju, povedati, da njegov bolid je lep, rdeč, ampak konec koncev je navadno, uporabil je ono besedo, ki se začne na SR, konča pa na anje. In seveda iz takšnih zgodb so se spletale marsikatere legende. A priče, ki so bile prisotne, so mnogokrat potrdile, da je bilo to res. Torej, govoriti tisto, kar si nekdo misli, ni samo neka domislica, na primer Maxa Verstappna. Verjetno v današnjem svetu, ki je izjemno politično korekten, to malce bolj izstopa. In priznam, tudi sam verjetno marsikomu nisem všeč z mojim načinom govora, z mojim načinom razmišljanja, z mojo pojavo. A tu je treba povedati, da ukolikor bi si želel biti bolj všečen, bi izbral čisto drugačno pot. Morda malce bolj kričeče naslove in bolj zamegljene vsebine. Koliko gledalcev bi lahko imel prispevek, kjer bi se spraševali, kaj je povedal Schumacher, in seveda na to razglabljali o tem, kaj je izjavil David Schumacher, kar verjetno ne bi brigalo večino izmed vas, in priznam, da tudi mene očitno ne. Ali pa da bi se očitno postavil na neko stran, na primer Scuderia Ferrari, tovarniške ekipe Mercedes, in seveda branil neko določeno pozicijo in kritiziral vse ostalo. Sam se trudim biti čim bolj objektiven in tudi zato verjetno marsikdo ne sledi temu kanalu, ker ne sliši tistega, kar si želi.
In tudi mnogokrat svoje teze podpiram z določenimi argumenti, kjer se trudim, da so le ti čim bolj trdni in seveda tudi javno dostopni. A verjamem, da nekomu, ki je prepričan v nasprotno, to ni všeč. Namreč dogaja se, da če je nekomu nek voznik antipatičen, to avtomatsko pomeni, da ni hiter, da si ne zasluži biti v Formuli 1 in da je kriv v vsakem incidentu, v katerem je udeležen. In dogaja se, da marsikdaj kdo pravzaprav ne prizna, da mu nekdo je antipatičen, ampak svoje argumente na nekih neutemeljenih osnovah tako navaja v raznih forumih, v morda tudi člankih in še bi lahko naštevali. Ukolikor se ukvarjamo s Formulo 1, moramo biti nevtralni. In mene osebno zanima, naprimer, kaj počne Lewis Hamilton od trenutka, ko zapre vizir na čeladi, do onega trenutka, ko ga odpre. Mnogokrat sem povedal, da me osebno ne briga, kako hodi oblečen po svetu. A zanimivo je, da pravzaprav sami mediji pripomorejo mnogo k temu, da navdušenci pravzaprav ne razlikujejo med tistimi simpatijami in antipatijami ter med kvalitetami, ki jih določen posameznik ima. Danes si bomo ogledali izjemno zanimiv primer. Namreč za nami je dirka za veliko nagrado v Las Vegasu. In tam seveda smo imeli priložnost slišati izjemno zanimivo izjavo. Verjetno ime Danica Patrick je znano mnogim navdušencem Formule 1 in nasplošno motošporta. Med ženskami je ona ena izmed tistih, ki so največ dosegle tako v Formuli IndyCar, kjer je dosegla zmago, in tudi v prvenstvu NASCAR je bila med najboljšimi. In povedala je, kot Američanka, da Logana Sargenta se ne pozna, ker pravzaprav ni prišel skozi nižje serije v Združenih državah Amerike. In sam, ko sem slišal to izjavo, sem na obrazu imel podoben izraz kot Jenson Button, ki je bil tam prisoten. Namreč Logan Sargent je prišel skozi Formulo 4, Formulo 3, Formulo 2 do Formule 1. In pravzaprav je tu pokazal vse svoje kvalitete in dosegel točke za superlicenco. Ampak spomniti se moramo, da primer Danica Patrick je zagovarjala vstop Coltona Herte v svet Formule 1 brez superlicence, ker on zna. Vsaj po njenem, čeprav tega po tistih standardih, ki veljajo v tem trenutku, ni dokazal. A verjamem, da morda nekomu Logan Sargent ni simpatičen, mnogi ga zaničujejo in seveda menijo, da je v Williamsu zaradi vseh drugih razlogov, razen zaradi njegove hitrosti. A to moramo poudariti, da Logan Sargent letos je dosegel točke in pravzaprav kot novinec, vsaj po mojem skromnem mnenju, ni razočaral. Bistveno je boljši, naprimer, kot tisti Nick de Vries, o katerem se je govorilo vse najboljše. A konec koncev nekdo, ki je na veliki nagradi Las Vegasa in govori o domačem ameriškem vozniku, bi se lahko vsaj toliko pozanimal, da bi pravzaprav vedel kaj o njegovi karieri. Konec koncev, ameriška publika verjetno o preteklosti voznikov Formule 1 ve izjemno malo. In zato so krivi mediji, ki zadeve ne znajo predstaviti. Namreč vsi mi, ki govorimo o Formuli 1, imamo eno bistveno nalogo: pripovedovati zgodbe. In za pripovedovati zgodbe moraš vedeti ozadje. Če si ne vzameš časa za spoznati ozadje, pravzaprav izpadeš tako kot Danica Patrick. Nekdo, ki o športu, katerega komentiraš, veš izjemno malo. A seveda, dal sem primer, ki je daleč od Slovenije. Ampak tudi tu dobimo takšne in drugačne primere, ki nam kažejo, da takšna navada komentirati, kritizirati
brez imeti neko osnovo, je še kako prisotna. Ne bom se spuščal v primere, ne bom kazal na nikogar s prstom. Vsakdo izmed vas lahko ugotovi, da pravzaprav v določenih primerih je nekdo pod vplivom tistega, kar bi lahko imenovali simpatija ali antipatija do določenega osebka, konec koncev, da bi navajal neka objektivna dejstva, pa izjemno težko vidimo. Seveda, tudi sam sem človek, tudi sam se lahko zmotim, ampak ko odkrijem to svojo napako, jo običajno priznam brez sramu in seveda brez zamer. A konec koncev ljudje smo različni, zato imamo tudi različne poglede, različne prispevke in različen stil. A kot običajno, tudi danes smo prišli do konca tega našega prispevka. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.